himni Republike Slovenije in Slovenske demokratske stranke. Spoštovane gospe in gospodje, drage članice in člani, predstavniki vodstva Slovenske demokratske stranke in cenjeni prijatelji. Danes smo se tukaj zbrali na zaključni volilni konvenciji podporo županski kandidatki dr. Andreji Špernjak in kandidatom za svetnike na nadomestnih volitvah v Mariboru. V naši sredini zato prisrčno pozdravljam člane in članice mestnega odbora Slovenske demokratske stranke, predsednike četrtih odborov, svetnike in člane izvršilnega odbora. Med vsemi vašimi še posebej prijazno pozdravljamo podpredsednika Slovenske demokratske stranke Zvoneta Černača, ki je tudi minister za infrastrukturo in prostor, generalno sekretarko SDS Anjo Bah-Žibert, poslanke in poslance SDS v Državnem zboru Republike Slovenije in državno sekretarko Mojco Škrinjar. V naši sredi pozdravljamo tudi kandidate za mestne svetnike. Profesor dr. Kazimir Mikšič, magister Bernarda Ronuti, Stanislav Žagar in seveda kandidatko za županjo Maribora, za katero močno in iskreno navijamo in ji zaupamo. Danes si želimo izreči podporo. Z nami je dr. Andreja Špernjak. Pozdravljeni. Današnja konvencija je zaključek intenzivne volilne kampanje, ki je trajala ves mesec. Županska kandidatka se v minulem mesecu udeležila mnogih dogodkov in se srečala s številnimi Mariborčankami in Mariborčanami. Dovolite, da na začetku v imenu gostiteljev besedi povabim
gospoda Daniela Blejca, mestnega svetnika in člana volilnega štaba. Pozdravljeni, spoštovani gosti, člani stranke, simpatizerji. Naj vas najprej v imenu predsednika izvršnega odbora, mestnega odbora stranke v Mariboru, dr. Letenca, pozdravim in ga upravičim zaradi slabega zdravja. Pozdravim bi našo kandidatko do županja. Če bi minil en teden, torej če bi danes prvi pomladanski dan, bi že rekli lahko županja. Pozdravljam ministra Černača, ki kljub temu, da je takšno vreme, kot da njegov predpisuje, prišel v Maribor. Pozdravljam vse akademike in tisti, ki so si privoščili eno akademske četrt ure zamude. Res hvala, ker ste prišli kljub vremenu današnjem in nenapovedano nasu več snega, kot je potrebno. Naj še pozdravim vse goste v imenu mestnega sveta, sem vodja svetniške skupine, tistih svetnikov, ki so ostali, kljub temu, da so bili poklicani oziroma priklicani postopku in uspeli pripraviti teren za županjo, da bo lahko nemoteno prenesla oziroma nadaljevala z delom brez pauze, za pripravljenim proračunom in za pripravljenimi z mestnimi svetniki, ki jih bo imela na svoji strani v večini. Lep pozdrav in naj se konvenca nadaljuje. Hvala lepa. Nocoj bo besede povezovala glasba. Večer nam bodo popestrili ubrani glasovi pevca Gorazda Ademoviča, spremljevalno skupino in člani ansambla Štajerski baroni. Pa začnimo s skladbico, ki jo je napisal Slavko Avsenik, Na Golici. Ja, to so bili štajerski baroni. Podporo županski kandidatki dr. Andreji Špernjak je izrazilo na desetine Mariborčank in Mariborčanov ter številne podpornice in podporniki iz vse Slovenije. Med njimi generalna sekretarka SDS gospa Anja Bah-Žibert, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve gospa Patricija Čular, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije gospa Alenka Jeraj v imenu celotnega ženskega odbora SDS,
predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu in poslanka SDS magister Damjana Petovar Dobovšek, županja občine Kobarid Darja Hauptmann in mnogi drugi. Na povabilo županske kandidatke dr. Andreje Špernjak sta Maribor obiskali tudi Romana Tomc, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije, in Andrej Čuš, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, s katerima se je pogovarjala o strukturni reformi na področju trga dela, pokojninski reformi ter perspektivah mladih v Maribori. Na javni tribuni na temo razvojnih možnosti in priložnosti mesta Maribor, ki nudijo položaje, regije, gospodarsko okolje ter turistično infrastrukturo, je gostila magistra Bernarda Brščiča, magistra Marjana Hribarja in magistra Petra Kavčiča. Danes sta želela s svojo prisotnostjo izkazati podporo tudi magister Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve, in gospa Sonja Ramšak, podpredsednika SDS in poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Žal sta zbolela. Obljubila pa sta, da bosta v nedeljo držala pesti za zmago. Želimo jima hitro okrevanje. Veseli nas, da se nam je nocoj pridružil tudi podpredsednik SDS in minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač. Prosim, mikrofon je vaš. Hvala lepa za besedo in lep dober večer vsem, predvsem seveda spoštovani kandidatki za županjo Maribora, dr. Andrej Špernjak, kandidatkoma in kandidatoma za mestne svetnike, Mariborčanke, Mariborčani, Štajerci, kolegice in kolegi, spoštovani vsi prisotni. Če se ozremo malo nazaj in se vprašamo, kaj nam govori zgodovina Maribora, lahko ugotovimo, da je z razvojem Maribora in z njegovim napredkom, da je ta razvoj neločljivo povezan z reko Dravo oziroma s povezavami preko reke Drave. Kaj nam govori zgodba o mostovih? Govori nam, da mostovi niso pomembni samo za povezave med različnimi kraji, mesti, regijami, ampak predvsem za povezave med ljudmi. In ljudje so bili vedno tisti, ki so te povezave gradili in jih ustvarjali. Dr. Andreja Špernjak je zgradila uspešno povezavo med znanostjo in dijaki oziroma študenti. Zgradila je uspešno povezavo med mladimi in starimi. Zgradila je uspešno povezavo med tistimi, ki zmorejo nekaj več, in med tistimi, ki zmorejo nekaj manj. Zakaj to govorim? To govorim zaradi tega, ker za županjo oziroma župana ni toliko pomembno, koliko ga ljudje poznajo, ali res zmore vse. Pomembno je, da ve, kaj hoče, da je odločen, da bo tisto, kar želi narediti, tudi storil, in da k sodelovanju pri tem povabi čim širši krog sodelavcev in ljudi, ki znajo, ki hočejo in ki se med seboj povezujejo. In Andreja je taka kandidatka. Andreja je kandidatka, ki je mlada, ki je odločna, ki je v politiki sicer svež, za nekatere neznan obraz, vendar je ravno to porok, ki zagotavlja, da bo Maribor pod njenim županovanjem naredil korak naprej. Andreja je porok za to, da se bo Maribor med seboj ponovno povezal, da bodo ljudje ponovno delali v slogi, spoštovanju in uživali v uspehih skupnega dela. Ko sva se prej ob kavi pogovarjala o odprtih problemih, ne samo na področju, ki ga trenutno pokrivam kot minister, ampak o vseh vprašanjih, ki so povezana tako z razvojem mesta Maribor kot o širših vprašanjih, sem zaznal eno njeno zelo skrito kvaliteto
ki je mogoče očem, pa tistim, ki jo poznate, tudi nevidna. Izjedno veliko je vedela, veliko podatkov je imela in o vsem tistem, kjer so bila vprašanja, ki so povezana z rešitvijo takih ali drugačnih problemov, je imela na nje tudi ustrezne odgovore. In še več, tam, kjer je želela izvedeti več, me je tudi poprašala o tem, kaj sam menim o tem. To mislim, da je tudi zelo pomembna kvaliteta. Kajti uspešen človek, predvsem uspešen župan je tisti, ki posluša ljudi okrog sebe, ki zaznava, kaj ljudje od njega želijo in ki potem z vso odločnostjo ta pričakovanja tudi uresniči. Spoštovani, povezani smo se danes zbrali tukaj v podporo Andreji za županjo Maribora in kandidatkama in kandidatoma za mestne svetnike. Povezani verjamem, da boste odšli v nedeljo na volitve in verjamem, da boste povezani tudi izvolili županjo dr. Andrejo Špernjak, kajti Maribor jo potrebuje. Hvala lepa. Hvala Maji Meždarič, pa še naprav za njo. Predsednik Slovenske demokratske stranke in predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, se danes zaradi zasedanja Evropskega sveta v Bruslju konvencije ni mogel udeležiti.
Zato nam bo spregovoril preko videa nagovora. Spoštovani Mariborčanke in Mariborčani, v nedeljo boste volili novega župana in 4 nove mestne svetnike. To prav gotovo ne bodo običajne volitve, saj potekajo docela na običajnih okoliščinah. Morda bi jih najbolje lahko pisali z besedami slovenskega pisatelja in Mariborčana Draga Jančarja, s katerimi je leta 1995 pronicljivo opisal razmere v državi po demokratičnih spremembah. Sposodil si je priliko o Izraelovih sinovih, ki srečno pridejo iz egiptovskega suženjstva čez Rdeče more. V prvih težavah začnejo v puščavi godrnjati, je zapisal. Hipo so pozabljeni na bloge, ki so jih sužnje pestile, biči in batine, nasilstva in pomankanje. Nostalgija po starem zatiralcu se obudi za vso silo. Res je, stiskal nas je, a imeli smo polne lonce mesa. Maribor se danes srečuje številnimi težavami. Ena izmed poglavitnih je zgrešena politika tranzicijske levice, ki v svojih mandatih očitno zanemarjala celotno vzhodno kohezijsko regijo. Ta je skupaj z Mariborom na 73% povprečja Evropske unije, vzhodna regija z Ljubljano pa na 106%. Na vzhodu je življenjski standard za tretjino nižji, o tem pričajo tudi žal številke brezposelnih. Kljub temu pa je naša država 2 leti nazaj kar 60% državnih pomoči namenila daleč najbolj razviti ljubljanski regiji, vsem ostalim slovenskim statističnim regijam skupaj pa le 40%. V tem seveda niste brali, o tem vas v srednji televiziji niso obveščali. Ustvarili so namreč vzporedni svet, kjer so stranske ulice pomenili še davki cest oziroma od stvarnega gospodarskega in socialnega položaja Maribora in celotne regije. Nekrat so bile, tako kot piše Jančar, pozabljene vse nadloge, ki so dušile Maribor v zadnjih 20 letih. Težaven prehod iz zastarelega in predimenzioniranega socialističnega industrijskega mesta v sodobno, uspešno kulturno metropolo Evropske unije. Nekrat smo pozabili na zgrešene projekte, ki so nižali blaginjo štajerski prestolnici in se z nostalgijo po varnih službah za 300 nekdanjih nemških mark spominjali času, ko so vsi hodili v službo tam ali TVT Boris Kitrič ali v Metanju. Bankrot socialistične jugoslovanske ekonomije Maribor plačuje še danes. A Jančar je naprav. Začelo se nam je kolcati po nekdanjem zatiralcu. Res je, stiskano se je, a imeli smo polne lonce mesa, je zapisal. Tudi če niso bili polni, ampak spomin ljudi. Mediji Mariborska univerza, ki vodi nekdanji desni svetnik propadle stranke zares, ter tako imenovana civilna družba so skrbno spodbujali pozitiven odnos do tistih, ki so Maribor in vzhodno Slovenijo pripeljali v tako stanje. Maribor je z Jančarjevimi besedami zgodbo o egiptovskih loncih mesa ali z drugimi besedami zgodbo o nostalgiji po starem gospodarju. A Slovenska demokratska stranka ne nastopa v vzporednem namišljenem svetu. Problemi se v tem svetu ne rešujejo in mi, državljani in davkoplačevalci, ne ustvarjamo, ne živimo in ne vzgajamo otrok v tem vzporednem namišljenem svetu. Se pa mnogi oziroma skoraj vsi, izjemno Slovenske demokratske stranke, ukvarjajo zgolj z njim in zanemarjajo prave razvojne izzive štajerske prestolnice. Ali ponujajo zdravo poslovno okolje za razvoj blaginje, ponujajo res pravno in pravično državo, kakšno razvojno perspektivo Maribora ponujajo. V tem njihovem virtualnem svetu so najpomembnejše sistemizacija delovnih mest na občini, sodelovanje javnih zavodov, obnova prekarne, odnos do protestov in tako dalje. V vam in vaši družini navidezna resničnost priskrbela takšno blaginjo, kot je na primer živijo v sosednji Avstriji? Zagotovo ne. Zato mora demokratična javnost spregovoriti. Preprosto mora na volitve. Združiti mora vse svoje sile in namesto s trenutnimi kockami odgovoriti z izbiro na volilnem lističu, namesto obešanja ljudk s premišljeno odločitvijo, namesto obiskov svetnikov na domovih z jasno izraženo volilno izbiro. Demokratični Maribor nima prav nobenega razloga, da bi kljub nakopičenim težavam gojil nostalgijo po starih časih.
premore dovolj pametnih ljudi s pametnimi rešitvami, ki jih mora pametno povezati. Povezan demokratični Maribor bo lahko nadaljeval z reševanjem stvarnih problemov, ki so tu in pred nami. Vendar ne z linčem demokracije, strahu in nasilju, temveč z negovanjem najboljšega, kar demokracija in svobodno socialno tržno gospodarstvo premoreta. Ali je torej treba leči na hrbet in reči za prvim stavkom Godotu, nič se ne da? Se je že pred 13 leti vprašal Drago Jančar. Jaz pravim, ne. Da se. Najprej s tem, da se udeležimo volitev v Mariboru, nato pa tako, da svoj glas zaupamo tistim, ki ne gojijo nostalgijo po starem gospodarju, temveč vidijo prihodnost Maribora v znanju, dobrem gospodarjenju, zdravem okolju in pristni medčloveški solidarnosti. So kandidati Slovenske demokratske stranke za mestni svet in dr. Andreja Špernek pod zaporedno številko 11. To je prava izbira za Maribor. Tako da, vsi? Gremo. Lahko malo ploskate. Se zaradi nje naravnost v srce pošiljam ti poljub in kličem te na jug. Se zaradi nje ljubezen se rodi, kjer konec je sveta, potrka na tvoja vrata, ti mi daješ upanje v oblaki gradov, a jaz sem kot galeb, ki več ne znam domov. Tebi sem podaril vsa poletja, v njih iskal zavetja, tvojega srca, tebi sem podaril vse življenje. Naj te veter vodi preko polja in dolin, kot vodo na moj mlin. Se zaradi nje ime narjene bo, živi nekje druge, kjer čuva mi srce. Se zaradi nje in meni je tako, kjer konec je sveta, potrka na tvoja vrata, ti mi daješ upanje v oblakih gradov, a jaz sem kot galeb, ki več ne znam domov. Tebi sem podaril vsa poletja, v njih iskal zavetja, tvojega srca, tebi sem podaril vse življenje. Naj te veter vodi preko polja in dolin, kot vodo na moj mlin. Kot vodo na moj mlin. Hvala Gorazdu in Robiju. Dr. Andreja Špernak je politično neobremenjena, njen življenjski moto pa je: nikoli nad nikomor ne obupaj, kajti čudeži se dogajajo vsak dan. Tudi nad Mariborom, kljub težkim časom, ni obupala, kajti Maribor je moj dom, je dejala. Mariboru želi le najboljše, kar izraža tudi moto njene kampanje, ki se glasi: povezani z Mariborom. Predstavlja vse vrednote, ki jih potrebuje Maribor in njeni meščani, ter jih svojim življenjem tudi vsakodnevno potrjuje. In ta nekdo je danes tukaj med nami. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, z nami je dr. Andreja Špernak. Lepo pozdravljeni in dober večer. Veseli me, da smo se zbrali tudi ob tem snežnem zametu. Danes je precej pihalo.
Moram pa vam priznati, da v teh 5 tednih, odkar je kampanja, so bili paci in vzponi. Včeraj zvečer je pa bila ena velika in težka preizkušnja, vsaj kaj se zdravja tiče. Vse tisti, ki ste gledali soočenja na RTV, ste videli, da se je konkretno kadilo iz naših sab in to se pozna tudi na mojem zdravju danes. Ampak sem rekla ne, vsekakor pridem med svoje Mariborčane, med svoje Mariborčanke, to si zaslužijo, jaz bom pa že imela vikend, pa me bo moj dragi že pocajtal malo, ne? Veliko sem se morala naučiti v teh parih dneh, zato mi dovolite v bistvu, da zaključne besede nekako preberem, ker med domačimi je najtežje, pa ne bi želela, da mi katera uide. Lepo pa pozdravljam vse nazoče, da spet ne bom koga izpustila in koga pozabila, ker kajti potem vem, da je ponavadi huda kri, ne, zakaj pa mene ni omenila. Res mi je izjemna čast in ponos, da lahko danes pregovorim pred vami, ker me podpirate, ker ste tukaj in v bistvu vidite, da zmorem biti županja mesta Maribora. Maribor je bil spet prvi, ki je na glas upal spregovoriti in pokazal, da je dovolj nepoštenosti, napačnega vodenja mesta, zato je res skrajni čas, da v mestu vrnemo zaupanje in poštenost. Poštenje, ja, to je beseda, ki jo v bistvu zadnje dneve veliko slišim iz ust mojih sokandidatov, ampak izreči besede je lahko. Tudi napisati besede, papir vse prenese oziroma marsikaj. Ampak na koncu koncev štejejo le poštena dejanja in pa rezultati, ki jih Mariboru primanjkuje. Ljudje, ki me poznajo že leta in me srečajo zdaj tekom teh dni na ulici, me vprašajo, pocukajo za rokavo, pa sedemo slučajno na morebitni čas kak požirek čaja. Vprašam Andreja, pa kaj ti je bilo tega treba? Pa to ni zate politika, pa ti si prepoštena. Mislim, zakaj si sploh šla v politiko? Isto se jim zahvalim za odgovor, za iskrenost, ko me to vprašajo. Pa rečem, pogledajte, politika ne spremlja čisto na vsakem koraku. In zakaj bi o mojem življenju odločali samo drugi ljudje, jaz pa bi se doma po nepotrebnem jezila, ko me tako nihče ne sliši, zakaj ne bi mogla pomagati. Nekdo me je vprašal od novinarjev, pa si ste mlada, kaj pa če te v politiko? Pa pravim, a politika je samo za stare, oziroma starejše. Vsi se moramo vključiti v politiko in politika je na vsakem koraku vsak dan. Iz tega razloga sem res izredno ponosna, da ste v stranki prepoznali, da lahko na teh predčasnih županskih volitvah zastopam, da vas lahko zastopam, nas lahko zastopam suvereno, neobremenjeno in kot ženska. Nažalost je še vedno premalo žensk na visokih položajih, kjer se odloča o naši prihodnosti. Čeprav so ženske že mnogokrat pokazale, da sprejemajo dobre odločitve, da smo bolj pripravljene za pogovore in smo strpni v delovanju. Značilno žensk je, da k težavam pristopimo veliko bolj mirno, to so nekateri tudi sedaj opazili, ko so primerjali mogoče mene in pa koga od moških v moji bližini. Zmeraj smo pripravljeni za dialog in v Mariboru seveda tega primanjkuje. Ampak dialog žal ne bo dovolj. Dober gospodar najprej mora počistiti pred svojim pragom in lastno preprogo, zato je potrebno hitro in učinkovito, predvsem pa urediti profesionalno mestno upravo. Slednje je mogoče seveda, slišali smo že to velikokrat na teh soočenjih z reorganizacijo in razporeditvijo službe kot vitkejšo, tako. Tudi jaz sem postala v teh 5 tednih vitkejša in sem lahko danes oblekla to obleko. Kot županja želim preprečiti negospodarno ravnanje z občinskimi sredstvi. To se je dogajalo prevečkrat, predvsem zato, ker so bili projekti narejeni za favorite in bili so favoriti za projekte. To se ne sme več dogajati, zato slednje se pravi je treba
potrebno tudi dati dovolj časa, zato da se pripravijo koristni projekti in pripravi koristna dokumentacija. Upam pa seveda tudi, da bo država tudi prepoznala nujnost tega in se svoje strani pripravila tako schemo sofinanciranja, saj vemo, da pri projektu je ponavadi potreben tudi dodatni delež lastnega sredstva, ki pa jih Maribor žal nima. Vsekakor je potrebno izrabiti evropska sredstva, saj je črpanje bilo v Mariboru izredno slabo in počasno, hkrati pa se pripraviti na prihajajoča finančne perspektive Evropske unije 2014-2020, kjer bo pozornost posvečena tudi regionalnemu razvoju, kulturi in pa turizmu. Zdaj, gospod predsednik, ki smo ga videli na projekciji in ko sem slišala svoje ime, sem se tudi malo kar precej drugače počutila, kadar ti predsednik stranke omeni tvoje ime, je že sam povedal, koliko državne pomoči je šlo v Ljubljansko regijo, koliko je šlo v Maribor in vseh ostalih 10 regij, tako da tega ne bom ponavljala in to lahko preskočim, da ne govorim eno in isto, vemo pa, da sredstva niso bila pravično in enakomerno razdeljena. Zato je v mestni občini tudi poleg tega enakopravnega regionalnega razvoja potrebno omogočiti podporo podjetniškemu potencialu in tudi najboljše podpreti z sredstvi občine. Vem, da trenutno ni denarja, ampak po letu po pol, ko bo novo županovanje, pa bo mogoče slika tudi že nekoliko drugačna. To zdaj zelo nakratko malo govorimo o programu, ker so mi tudi nekako dali smernice, kaj bi bilo dobro, da povem, da vas samo ne pozdravim. In menim, da je potrebno tudi gojiti dobre medobčinske, medregionalne odnose, kakor tudi odnose z tujino, kar mi zagotovo ne bo težko in hudo, zato ker poznam več kot samo svoj materin jezik, znam povedati tudi kaj v angleščini in še v kakem drugem tujem jeziku. Tako da ne bom za vsako stvar potrebovala prevajalca. Nikakor pa ne smemo pozabiti na okolje in naravo, v kateri živimo, zato je nujno potrebno seveda nenehno osveščanje, ukrepi zmanjševanja porabe energije. To so stvari, ki jih v bistvu ves čas že slišimo, o katerih govorimo. Županja, vkolikor bom postala 17. marca, želim postati županja vseh nas. Vseh občanov Maribora, vseh družin, vseh otrok, vseh mladostnikov, vseh staršev, njihovih babic, detkov in vseh tistih, ki se mogoče zdaj tu noter v tem naštetem niso našli. Želim postati pravična županja vseh meščanov in pa predvsem vseh delov mesta, Tabora, Studenc, Nove vasi, Radvanja, Razvanja, da ne naštevam vseh ostalih, kar zagotovo bom spet katerega pozabila, ki bom v bistvu skrbela za enakopravni razvoj vseh mestnih četrti in tudi krajevnih skupnosti. Ne vidim, da bi katero od teh moralo biti privilegirano, drugo pa ne. Gospod Černač je že prej povedal, da imamo Dravo in seveda imamo s tem tudi levi in desni breg mesta Maribora, reke Drave, in povezujejo nas mostovi, tako kot ste že sami dejali. Tudi sama bom in želim povezovati Maribor. Res se zavedam težke gospodarske stiske situacije in poznam žalost brezposelnih. V bistvu mi je zelo hudo in težko, ko poslušam in res prisluhnem tem težkim zgodbam. Vodenje mesta je zato odgovorno, resno in predvsem predano delo in zagotavljam vam, da poznam način, kjer v bistvu ima vsak projekt svoj začetek in svoj konec. Mariboru so manjkali konci projektov. Zato je pomembno, da verjamete v ljudi, ki iz dobrega začetka znajo narediti srečen konec. Korak k uspešnemu koncu pa lahko naredimo mi vsi skupaj in sicer že prvega v nedeljo 17. marca in obkrožimo številko 11. Se pravi za dr. Andrej Šterner. Zato vas vabim, da na volišče povabite vse svoje najbližje. Znance, prijatelje, sorodnike, sosede. Naj se zgodba o uspešnem
o odstopu prejšnjega župana ne končal v bistvu s klavrno volilno udeležbo, saj menim, da bi v bistvu to bil le njegov uspeh in navdih za njegovo nadaljne delo v mestnem svetu in politiki. Menim, da smo Mariborčani zreli za županjo, ki bo znala pošteno in uspešno voditi tot je naš Maribor. Vsega tega pa ne bi bilo in vseh teh preteklih tednov brez trdega dela, truda, časa, energije, znanja, ki je bilo vloženo v to kampanjo. Ekipa, ki je bila z menoj, je bila res izjemno vitka. Majhna, zato so se vključili tudi člani iz Ljubljane in se res vsem iskreno zahvaljujem, pa zagotovo bom koga pozabila, zato bom raje tudi pisno napisala vsakemu posebej, da spet koga ne pozabim. Naredili smo največ, kar smo lahko, in hvala tudi vsem tistim, ki ste mi dali podporo preko spleta, preko medijev, SMS-ov, elektronskih sporočila, vsem, ki ste me spremljali na soočenih pogovorih z Mariborčani, vsem gostom na javnih tribunah, vsem tistim, ki ste mi pomagali pri barvanju stolčkov, skratka pri vseh dejavnostih, kjer ste se tako ali drugače vključili zraven, pripravljali dogodke in vsem tistim, ki ste tudi vsaj v teh 5 tednih pomislili pozitivno name, pa niste bili fizično z menoj. Zahvaliti se želim tudi mojemu Ivanu, ki je prenašal v bistvu mojo odsotnost, godrnjanje in del bremena skušal v bistvu preložiti tudi nase, kaj ti veš, Ivan, brez tebe danes jaz ne bi tukaj stala. Ampak tukaj ne bi stala tudi še brez ene osebe, ki ga danes fizično žal ni med nami, smo ga pa že videli. Verjamem pa, da je z nami v srcu, to je predsednik Slovenskih demokratov, gospod Janez Janša. Ob njegovi veličini mi v bistvu zmanjka besed, zato ga pozdravljam v Bruselj in mu želim uspešen povratek. Zunaj sicer sneg, ampak pred 2 dnevoma je pa vseeno bilo Gregorjevo, pa nekako simbolično sem rekla, gre gor. Gre gor. Gregorjevo, pomlad, ptički so se ženili in resnično prihaja pomlad. Slovenska pomlad. Hvala vsem, ki ste me danes še enkrat šli podpreti. In le povezani za Maribor bomo v Mariboru lahko spet ponosni na zgodbe o uspehih. Ker se samo v bistvu ne prištevam med govorkov, bom na koncu samo zaželela vam še naslednje besede. Lepo se imejte, veliko se smejte. Ta del je sicer iz popotne torbe otroške oddaje, nadaljevanje je po moje. Radi se imejte. In danes po tej končani konvenciji tudi pred dvorano kaj dobrega pojejte. V nedeljo pa bomo volili tudi 4 nadomestne svetnike. Zraven dr. Andreja Špernjak bodo za mestni svet kandidirali tudi profesor dr. Kazimir Mikšič, vidite ga na oder, magister Bernarda Ronutti, in Stanislav Žagar. Izražena je bila želja, da se nekdo še posebej zahvali dr. Andreji Špernjak za vso energijo in čas, ki ga je vložila v to tekmo. Franci, mikrofon je tvoj. Andreja, v imenu tvoje ekipe se bi ti rad zahvalil za sodelovanje. Upam, da še kdaj.
Prvi pomembnejši korak k uspehu lahko naredimo to nedeljo 17. marca, to leto seveda. Udeležimo se volitev na volišča, povabimo svoje najbližje, svoje prijatelje in znance ter sosede in obkrožimo številko 11 za Andrejo Špernjak. Naj se naš glas ne sliši le na ulicah. Slišati se mora na volitvah. Povezani za Maribor. Hvala lepa in nasvidenje, torej 17. marca na nadomestnih volitvah za župana in mestne svetnike Maribora. Županjo, tako je. Kako pozni cvit poletja, podaj k mojim zadehtiš, sredi pisanega cvetja, odnajši se mi še zdiš. Rad od tega biti nišno, ti roža moje roči sam, za ljubezen s tabo višno, srci gori noči dan. Hej, ti, moja rožica, granica mojega, si srca mladega. Ti, moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet. Tisti, ko se nekoč bo čas, ne bi rada ti brez mene, postane se telo obraz. Pride konec obročine, potrgam ta letiči cvet, preko mu lepota mine, pozabi ti čarobni svet. Hej, ti, moja rožica, kraljica mojega, srca mladega. Ti, moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet. Opa! Ti, moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet, najlepši cvet.